Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, dobro spanje, a ne, kako si ga želimo? Vedno in vsi. Nekateri imajo to srečo, da res nimajo težav, predvsem mlajši, pa bolj, ko se staramo, težje pravzaprav je. Nenazadnje pa, zakaj spimo slabo? Tudi tu se lahko vprašamo. Mnogokrat zaradi misli, zaradi skrbi, zaradi težav, zaradi stresa, zaradi stisk. Mnogokrat, kar pa je velika škoda, pa zaradi tega, ker preprosto nimamo pravega ležišča. No, in o tem, pravo ležišče, dobro spanje, se bom pogovarjala z gostom, ki ga imam v studiu, to je gospod Dušan Blažič, pozdravljeni, ki že zadnjih 25 let skrbi, da je kultura in s tem tudi kakovost spanja v Sloveniji boljša. Lahko rečeva celo dobra. No, in prihaja iz podjetij Trgodom in Postelja, še bolj pa so prepoznavni pod nazivom Slovenska postelja. Dušan Blažič je razvojnik v tem podjetju in skrbi za nenehne izboljšave in inovacije na področju spalnih sistemov. Takole, pozdravljeni gospod Blažič, kar na široko sem vas predstavila, ampak poznam vas že dolga leta in pravzaprav dejansko vedno nekje nekaj brcate, brskate, nekaj popravljate, nekaj dodajate, nekaj pravzaprav pripomorete k boljšemu spanju nas Slovencev z vašo slovensko posteljo. Pa me mogoče zanima najprej, slovenska postelja, že izraz je tako lep. Ali je to resnično nekaj tako zelo slovenskega? Ja, jaz pravim tako, ne. Dan se pozna po dobro prespani noči. Da noč preživimo zdravo, dobro in da se dobro naspimo, rabimo dobro posteljo. Seveda, da pridemo do te dobre postelje, tako kot ste omenili, ne, pa mi skozi nekaj brskamo, razvijamo, razmišljamo, vedno iščemo neke nove inovacije, da na tem področju naredimo nekaj novega, koristnega za nas, za vse uporabnike. Skratka, delamo na tem, da je ta postelja, slovenska postelja, kot jo mi imenujemo, ker nastaja pri nas v Sloveniji in je tudi dosti repromaterialov, ki jih vgradimo v to posteljo. Govorimo o okvirjih, posteljnih okvirjih, posteljnih podlogah, latofleksih deskah, žimnicah, vzmetnicah, posteljnini, zglavnikov. To se pravi, vse skupaj je en posteljni sistem, ki ga mi imenujemo slovenska postelja, ki je plod domačega znanja, razvoja in seveda tudi izdelave, ker se dela tukaj pri nas, v Begunjah na Gorenjskem. In seveda eno je razvoj, drugo je proizvodnja, tretje je pa svetovanje oziroma prodaja, zato imamo tudi svoje lastne prodajalne po vseh večjih mestih v Sloveniji, kjer naši svetovalci, če se stranke zaupajo, znajo pravilno svetovati, da je izbira ležišča oziroma posteljnega sistema pravilna, ker ljudje smo si različni in ni rečeno, da tisto, kar je najdražje, da je za vsakega najboljše. Najprej moramo v bistvu kot stranka se odpreti svetovalcu, mu razložiti, mu povedati, kaj nas teži, kakšni smo, tako kot pri zdravniku. Če svetovalec ne ve, nas samo vidi, vizualno ve telesno težo, površino leta, ne ve pa, kakšna je mišična masa, ne pozna naših težav, recimo, če izpostavim refluks, kolki, ramena, križ, hrbtenica, ledvica, razna vnetna obolenja in tako naprej. Vse te malenkosti pravzaprav vplivajo na pravilno izbiro ležišča. Zato, da bo potlej tistih 7 ur res dobrih, da se bomo intenzivno naspali, kvalitetno naspali, da bomo v naslednjih 12-16 urah, toliko kot smo po koncu uspešni, polni energije, skratka, dobro naspani in s polno energije gremo lahko v dan, če spimo v dobri postelji. Poglejte, po drugi strani bi človek rekel spanje. Spanje je nekaj najbolj naravnega. Vemo, da otroci, dojenčki spijo več, starejši spimo manj, pa vendar spanje je nek poseben proces, ki se dogaja v telesu, zato ni vseeno, da samo zamižimo, zapremo oči, ampak je resnično od te kakovosti spanja tudi odvisno, kako bomo zdravi, kako bomo ne samo ta energija jutranja, ampak dejansko je spanje nekaj zelo kompleksnega, nekaj več.
Ja, spanje je tako, veste, en fiziološki pojav, bom jaz rekel, ne. Tako kot rabimo nekaj jest, rabimo nekaj pit, rabimo tudi spanje, ne. Naš organizem je pač tako narejen, da se morajo naše celice med spanjem obnoviti, ne, in zato pravzaprav rabimo spanje. Vendar, ker med spanjem ležimo, rabimo pa neko kvalitetno podlago, na kateri imamo neko ortopedsko lego, ne. Seveda, kvalitetno spanje, če se najprej na to navežem, je najbolj uspešno ali pa produktivno pred polnočjo. Skratka, pametno je, da gremo vsaj kakšno uro, 2 ure pred tisto kritično uro, pred 12 uro v posteljo, zato ker takrat se bodo naše celice, ki jih moramo obnoviti, res dobro regenerirale in bomo rabili tudi manj časa, manj spanja, da se bomo kvalitetno naspali. Ker dostikrat se zgodi, da smo zjutraj, ko vstanemo, še vedno utrujeni, zbiti in razmišljamo, pravzaprav zakaj, ne? Nobeden se ne vpraša, od kje pravzaprav te težave iz postelje, ne? Pa če mogoče gremo malo nazaj, ne? A veste, 3 dejavniki so pri spanju pomembni, ne? Bom rekel najprej, ta tehnični del, ne? Če rečem, sama struktura prostora, postelje, ne, kako je opremljeno. Drugo je naše psihofizično stanje, kako gremo pripravljeni v posteljo. Tretje je pa, veste, biopolje, ne, to se pravi področje, na katerem spimo, je tudi zelo pomembno. Veste, kakšna energija je v prostoru ali pa kakšna energija prihaja v ta prostor. Pa če mogoče najprej par besed povem o teh tehničnih zadevah, recimo sama spalnica, prvi pogoj je, da je dobro prezračena. Veste, za obnovo naših telesnih celic rabimo kar dosti kisika. Zato je pomembno, da spalnico pred spanjem dobro prezračimo, da je barvno usklajena z nami, kakšno energijo imamo, da so v spalnici svetle barve, nežni toni, da radi pridemo v spalnico. Ravno tako velja za posteljnino. Potem pa, če se navežem na samo posteljo, da je pravilno nekako obrnjena na strani, da so te silnice sever-jug pravilne, da so po feng shuju recimo odprtine, okna, vrata pravilne. Ne nazadnje, vsaka spalnica je recimo dobrodošla taka, ki je obrnjena na vzhod, da zjutraj pride v naš prostor sonce. Ne pa, da nam popoldne v bistvu zahodno sonce segreva spalnico, ker je zelo neprijetno, če je prostor pregret in v bistvu že zaradi tega lahko slabo spimo. No, potem je pa tukaj še sama vzmetnica, žimnica, ki naj bi bila ortopedska oziroma naj bi nudila neko pravilno ortopedsko lego, glede na naše telo, ne. Zdaj se pa tukaj lahko vprašamo, kakšno je naše telo. Veste, ljudje smo si različni po telesni teži, po površini, tako da ni vsaka vzmetnica za vsakogor, zato se dobra žimnica ali pa vzmetnica dela individualno. Za vsakega posameznika posebej. Vedno se najde še kakšen dodatek, ki ga v bistvu na začetku ne moramo predvideti, vendar, ker imamo tako organizirano proizvodno, da se dela vse individualno, lahko takim željam ali pa potrebam prisluhnemo. To pomeni, da zakonska postelja ima lahko recimo za moškega trše ležišče, za žensko bolj mehko, za nekoga bolj toplo, manj toplo. Vsekakor, to je res, to je osnova, recimo sama trdota, ne? Ampak ko dobro ste navezala naprej, ne? Ni samo trdota pomembna, mogoče še bolj pomembna je tudi termoklima, ker v postelji pravzaprav mi postelje segrejemo nekje na tam 36 do maksimalno 37 stopinj, večje temperature pravzaprav ne dosegamo v postelji, ne. Zadnje čase se predvsem s temi stvarmi ukvarjam in pri merjenjih teh temperatur, ne, sicer najvišja temperatura nekje pride v tem spodnjem delu, s katerim najbolj pritiskamo na površino ležišča, ampak nikoli nad 37 stopinj. Pomemben je pa en drug dejavnik, ne? Temperatura vedno ostaja tam nekje do 37 stopinj, medtem kot pa vlažnost pod našo idejo se pa spreminja. Spreminja se pa seveda glede na to,
koliko močni smo po konštrukciji, kakšnega spola smo, z kakšnim želodcem gremo v posteljo, se pravi ali prazen ali poln. In če smo bolj korpulentni, če gremo v posteljo s polnim želodcem, je ta količina vlage, ki jo damo v ta majhen prostor pod odejo, lahko zelo velika, veste, in pri 36-37 stopinjah se mi lahko nekje v senci po dnevih popolnoma krasno počutimo, če smo v miru, ne. Če se pa vlažnost spremeni, tako kot takrat, ko pritisk pada na nebu, ne, pa se naše telo enostavno začne braniti z oddajanjem večje količine vlage v obliki potenja. In v trenutku smo lahko v posteli po koži vlažni, rosni, mokri in seveda takrat se telo 9-krat hitreje ohlaja, zato se potimo, da se ohladimo, ker nam je pretoplo. Kaj se takrat zgodi, ker nam je še prevroče, v podzavesti smo običajno, takrat se odkrijemo in seveda se izpostavimo zunanji temperaturi v naši spalnici, ne, ki je lahko segreta na 20, mogoče kakšno stopinjo več, lahko ima pa tudi samo 16 stopinj, telo je pa segreto na dobrih 36 stopinj in reakcija je tukaj. Ne. Kakšne so posledice, se pravi 20 stopinj temperaturne razlike, 9-krat hitreje se ohlajamo, ker smo vlažni, mokri, po ledvicah, po telesu, po ramenih, ne. In potlej so pa težave najprej na kakšnih neprijetnih vnetih, to predvsem ženske bolj čutite, mogoče moški smo bolj izpostavljeni na križu, na hrbtenici, ne, s kakšnimi revmami. No, da se pa tem težavam nekako izognemo, ne, so pa primerne pravzaprav take odeje, ki dihajo z nami, ne, to se pravi, da oddajajo ta vlago v prostor. Tretji dejavnik, tako kot sem omenil, je pa biopolje, to je pa energija, ne. Tle so pa pomembni materiali, ki so v naši spalnici, pa lahko začnem z talnimi oblogami, ne, recimo dober prevodnik dobre energije je prav gotovo les, parketi in tako naprej, ne. Sama žimnica, če je pravilno sestavljena, da je vgrajeno dosti naravnih materialov, da niso samo sintetični materiali. Vsi naravni materiali v bistvu na nek način prenesejo to negativno energijo, ki običajno obstaja na področjih, kjer je dosti talne vode, kjer so porodnata tla, ne, boljše energije recimo tam, kjer so ilovnata tla, ne, ampak običajno ne izbiramo ravno prostora preden se naselimo v prostor in je potlej bolj pomembno, kako imamo opremljeno spalnico, kakšno je ležišče, ne? Da se izognemo teh neprijetnih negativnih silnic, ki jih pravzaprav, če smo povprečno zdravi, niti toliko ne čutimo. Zaznamo jih šele takrat, ko naš imunski sistem popusti. Takrat smo pa bolj dovzetni do teh, bom rekel, tako rekoč zadev, ki jih čez dan niti ne zaznamo, ne? Ampak, veste, čez dan se vedno nekje giblješ, nisi stalno, nisi stacioniran na tistih 2 kvadratnih metrih, kot si v posteli, 7-8 ur, ne? In čez 7-8 ur nate vpliva ta negativna ali pa bolje pozitivna energija, so neke posledice v eno ali drugo smer. Ne? No, in zdaj le predlagam kratek predah za koristne informacije. Človek je edinstven, zato je pri pravilni izbiri ležišča individualno svetovanje ključno. Najprej vam bomo prisluhnili, nato pa strokovno svetovali. Naša ležišča so nastala v sodelovanju z medicinsko stroko in so plod lastnega razvoja. Izbirate lahko med žepastimi zmetmi, lateks ležišči in penastimi ležišči. Postelje pod blagovno znamko Slovenska postelja so izdelane iz naravnega lesa, izključno slovenskega porekla. Vsi proizvodi so izdelani v Sloveniji in služijo zdravju ljudi. Tako, spoštovane gospe, dragi gospodje, še vedno se pogovarjamo o tem, kaj moramo vedeti o postelji in spanju. In z nami v studiu je gospod Dušan Blažič, ki se zadnjih 25 let ukvarja z inovacijami na področju spalnih sistemov. Podjetje Slovenska postelja, vsi ga poznamo. No,
Seveda, prejle sva se pogovarjala že marsikaj, zdaj me pa zanimajo predvsem ti naravni materiali. Namreč vse več naravnih materialov se danes nadomešča sintetiko, sintetičnimi materiali. Včasih postajajo materiali naravni celo tako zelo dragi, da si jih marsikdo ne more privoščiti. Kaj pravzaprav vi pazite pri slovenski postelji pri teh naravnih materialih? No, v bistvu naš paradni konj so pravzaprav žimnice in vzmetnice, ne. Te žimnice in vzmetnice so sestavljene iz različnih materialov, ker so v različnih cenovnih razredih, uporabljamo tudi različne materiale, vendar so vsi ti materiali certificirani, so izbrani, so preizkušeni, vendar da se približamo kupcu, včasih kakšen material nadomestimo tudi z manj naravnim, ker za človeka so pomembni naravni materiali, ki so v bližini telesa. To se pravi, da je ob naši koži druga naša koža, ki diha z nami, tako kot naša koža oziroma naš telo. Vendar žimnica je sestavljena iz dveh elementov, se pravi iz stvari, ki nudijo idealno termoklimo, se pravi pretok toplote in zraka, ter nekega vzmetenja. To vzmetenje pa težko nekako nadomestimo z naravnimi materiali, zato uporabljamo pač žico v obliki zmeti, lahko je lateks, ki je naraven, lahko je les, ki je naraven, lahko je, zdaj obstaja tudi že spominski lateks in tako naprej, ki je še vedno delno naraven, izogibamo se pa peni, ne. Čeprav tudi pena je lahko solidno ležišče, vendar to je vsem, bom rekel, malo manj naraven material in nekako za boljše ležišče ni primerno, ne. Medtem kot pa za samo vzmetenje in zračnost, pa sem celo danes prinesel nekaj sabo, da pokažem, tole je pač neka nova zadeva, v bistvu prihaja iz Japonske, mi mu pravimo kar špagetno polnilo oziroma klimatski modul, ki v bistvu ima dve dobri lastnosti. Prva je, da je zelo prožen, mehak, se oblikuje telesu, druga, kar je pa še bolj pomembno, da je izredno zračen, ne. In to so materiali, ki se vgrajujejo v jedro, se pravi, na te materiale pa pride druga koža, ki pa po mojih znanjih še vedno morajo biti iz popolnoma naravnih materialov. Do danes, po mojem vedenju, še ni toliko dobrega materiala, kot je res prava ovčja volna, runska volna, strižena iz žive ovce, ki še vedno funkcionira, da sprejema vlago vase, takrat, ko jo je potrebno, da jo vzame, se pravi, ko smo v posli in jo potlej čez dan odda zopet, da vedno ležemo v suh prostor. Potlej tukaj žima, so kokosova vlakna in bombaž. To so nekako nenadomestljivi materiali, ki jih moramo oziroma mi jih vedno uporabljamo nekje v teh zgornjih plasteh same žimnice. Ravno tako pa je zelo pomembno pri samih zglavnikih in pregrinjalih, ne, da so ti materiali na vrhu res naravni, da posrkajo to našo telesno vlago in odvečno temperaturo v svojo notranjost in jo potlej oddajo naprej. Ja, kaj pa recimo, namreč vsi že vemo, da danes se dejansko prodajajo ležišča, ki se recimo vdajajo pod našimi oblinami oziroma obliko telesa. Ali lahko rečemo, da imate tudi pri vaši slovenski postelji v bistvu tako na nek način oblikovano to žimnico, vzmetnico, kakorkoli že rečemo, da se pravilno vdaja, da telo tudi pravilno leži? No, na teh področjih smo naredili mi v zadnjih, moram reči, 15 letih kar nekaj inovacij, mogoče tudi v svetovnem merilu. Dobra žimnica je taka, ki se pravilno oblikuje po telesu, kar pomeni, da mora biti po svoji dolžini različno trda, glede na potrebe osebe, katero jo uporablja. Potem mora biti pravilno vzmetena, se pravi, ker sama trdota še nič ne pomeni. Pomembno je, kakšno je vzmetenje, da se v bistvu pravilno ugreza ob leganju na to površino. Se pravi, to je
dobra žimnica je taka, ki res nudi ortopedsko lego, se pravi, da ima različno trdoto po dolžini. To dosegamo z lahko različnimi materiali, tako kot je lateks, tako kot so vzmeti, tako kot so tile špageti, ne. Potem pa to zadevo lahko dopolnimo še z drugimi zadevami, to so recimo zelo znano je naše kroglično ležišče, v katerem je vgrajenih približno 5000 lesenih kroglic. To je v bistvu skupek nekega medicinskega znanja in mi, ki smo to potlej vdelali v ležišče. In naša nova inovacija v bistvu je pa ležišče oziroma hidravlični sistem Krka, ki v bistvu s pomočjo nekih vrvic, škripčevja v bistvu omogoča, da na določen del površine ležišča, ko pritisnemo navzdol, se ta energija prenese v predel, ko rabimo podporo. No, in dobro ležišče pravzaprav je tako, ne, ko tista energija, se pravi, tam, ko smo oblikovani z neko oblino, katero pritisnemo na ležišče, ne, da se ta energija prenese enostavno v tisti del, se pravi, predvsem v tem križnem delu, da nas podpre. In s tem, ko nas podpre, se naša hrbtenica raztegne. Ker bistvo dobrega ležišča je to, da se zjutraj zbudimo in smo kakšen milimeter daljši, kot pa zvečer, kot smo legli v posteljo. Da se naši diski sprostijo, da so dobro obkrvavljeni in da se hrustanec čez noč, vsaj tistih 6-7 ur, obnavlja. Poglejte, počasi dobivam občutek, včasih smo rekli, ne, namero narejena obleka, kako je pomembna, koliko je lepša, predvsem bistveno dražja. Danes pravzaprav lahko govorimo dejansko o postelji, ki bi morala biti narejena na mero. Na mero vsakega človeka, ampak ne mislim samo na mero, na te telesne mere, ampak tudi na vse tisto, kar mu predstavlja spanje in na vse okolje. Ali lahko rečemo, da človek, ki kupuje posteljo, recimo takole na oči, ali pa gre nekam v nek salon in vidi, joj, kako je lepa, krasen dizajn, na nek način verjetno greši. Postelja je vendarle nekaj bistveno več. Ja, včasih smo gledali barve, smo gledali imena, ortopedsko, medicinsko, ne. Danes pa, tako kot sem že na začetku omenil, je pomemben predvsem pogovor. Pogovor med svetovalcem in uporabnikom, bodočim uporabnikom tega ležišča. Tako kot pri zdravniku, veste, če pridete k zdravniku, če se zdravniku ne zaupate, kako vam bo napisal pravi recept? Jaz včasih v hecu pravim takole, ne, ja, pridite k nam, ne, se boste pogovorili s svetovalcem, pa vam bo napisal recept, pa bo pa ta recept romal v delavnico, kjer bodo pa izdelali to zdravilo oziroma to ležišče, ki vam ga bomo dostavili k vam na dom. Poglejte, dejansko je nekaj zanimivega. Zdajle se pogovarjava že dobrih 20 minut. Pa pravzaprav sem izvedela od vas neke popolnoma splošne informacije. Pomeni, da tudi pri nakupu postelje, da si res moramo vzeti čas. Tako je, lejte, za dobro izbiro, ne, si moramo prisluhniti in če si boste vi vzeli čas zase, bomo tudi mi prisluhnili vam in bomo v bistvu tistih pol ure, ki jih rabimo, izluščili tisto najboljše, da bo izbira ležišča res prava. Pa ni samo ležišče, tukaj v bistvu podaljšek samega ležišča je tudi vzglavnik, je tudi zelo pomemben dejavnik, samo težko, a veste, se je pogovarjati o samem vzglavniku, dokler ne izberemo pravilnega ležišča, ker v bistvu posledica ali pa podaljšek naše hrbtenice sega v vrat, ne, in šele ko izberemo pravo ležišče, moramo pač temu primerno izbrati tudi pravilen vzglavnik, ker vzglavnik lahko na vsakem ležišču odreagira drugače. No, in potem sledi še tisto, kar je tudi zelo pomembno, o katerem smo že govorili, samo pregrinjalo, s katerim se pokrivamo. S tem zaključimo neko celoto in ta celota v bistvu nam bo potlej dobro služila, bom rekel, kar en dober del življenja, ker v bistvu, če je žimnica kvalitetna, ima dolgo življenjsko dobo, naše žimnice imajo tam nekje 10, pa tudi do 20 let, recimo nekateri uporabljajo, tisti, ki so bolj varčni, pa bolj negujejo zadeve, skratka, ki pogosto obračajo, čistijo, sušijo, skratka, skrbijo za ta 2 kvadratna metra
na katerem preživimo 1/3 življenja. No, pravzaprav ste mi vzeli vprašanje iz ust. Hotela sem ravno vprašati, ne, postelja, mi se staramo počasi, seveda tudi postelja se stara. No, zdaj ste že omenili, kako je treba to menjati. Po drugi strani me pa zanima, ali so kakšne bistvene razlike recimo med posteljami za otroke, med posteljami za mlajše ljudi in posteljami za starejše. Ja, tako kot smo ljudje rastemo oziroma odraščamo, so tudi te postelje zelo različne, ne. Po dimenzijah, to je prvi dejavnik, recimo otroške so pač manjše, ne. Tukaj je mogoče pomembno poudariti, da pravilna izbira dolžine same postelje naj bi bila vsaj 20 cm večja, kot je oseba, katera jo uporablja. Tako da 190 postelje za odraščajoče otroke niso več primerne, ker vemo, da vsaka generacija je večja. Novi standard, ki nekje velja v Evropi, ki ga že uporabljajo arhitekti pri načrtovanju prostora spalnice, ne, je nekje na eno osebo 220 x 100 cm za eno osebo. Se pravi, postelje, tako kot so zdaj notranja mera, svetla mera 200 x 90, bodo v budočnosti nekje 220 x 100 cm. Potem je pomembna tudi sama višina postelje. Dokler si mlad, niti ni toliko pomembno, ampak z leti, ne, je pa pomembno, da je višina same postelje nekje v višini samega stola, ker je bistveno lažje legati v posteljo, bistveno lažje je vstajati iz take postelje. Pa ne nazadnje tudi sam smog prašnih delcev, prepihov ni, ne, ker smo oddaljeni od spodnjega, od tla. Ne, tudi zelo pomembno. No, potem je pa tukaj še en dejavnik, da je postelja pravilno umeščena v prostor, se pravi, da imamo nekje sever, glavo, proti jugu noge in tako naprej. Hvala lepa za vse tele podatke in seveda, če smo se kaj naučili pri tem pogovoru je, da si za dobro spanje oziroma za dobro posteljo moramo vzeti čas, moramo vedeti, kaj hočemo, moramo opazovati sebe, moramo videti, kaj je tisto, kar si želimo, kar nas moti in morda tudi razmišljati o tem, zakaj spimo slabo. Da to ni vedno samo stres ali slabo počutje, da je to lahko tudi neprimerno ležišče. Nasvidenje.